Wow, jaz sem mislila, da mi ne bo ratalo, ampak na koncu mi je, hvala Bogu, sem bila prav ponosna na se. Čau, dobrodošli nazaj na kanalu Džunga. Moje ime je Ula in danes sem za vas pripravila v bistvu en tak dosti zanimiv video. V bistvu danes pa bom razkrila, kako je potekal moj dan, ko sem v bistvu nastopila na EMI, se pravi 1 leto pa pol nazaj. Še preden pa gremo na video, pa ga hiter lajki, šeri med prijatelje, subscribi, pa napiši komentar, kjer del tega dneva mojega ti je bil najbolj všeč, oziroma če ti je všeč Fridays. Tako da, moj dan je v bistvu takrat potekel bolj easy začetek. Ta dan je bil v bistvu moj dan. Jaz sem si ga vzela kakor za moj dan in sem se zjutraj zbudila lepo ob 10. Šla sem si narediti kavo in pol sem šla v kopalnico. V kopalnici sem si pa naredila v bistvu maskico, pa malo sem si pobarvala obrvi, potem naredila sem si frizuro, make-up valjda, easy za začetek dneva, pol sem si pa ostalo pripravila na EMI. V bistvu, ko sem to naredila, sem šla pa v kuhno, sem si naredila moj vsakdanji zajtrk in to je smoothie. In pol sem šla lepo v svojo sobo, sem se ulegla na posteljo, malo pa scrollala po Instagramu, malo sem v bistvu obvestila ljudi, da naj danes zvečer pa gledajo EMO. In pol, ko sem to naredila, sem pa v bistvu šla se počasi pripraviti, obleči. V bistvu sem si dala naprintati Fridays majico, se pravi naslov mojega komada, s katerim sem takrat nastopala. Pa dala sem si ene take džinsike strgane, pa ene čisto easy supergice, da sem v bistvu bila bolj na easy vse do nastopa. In v bistvu pol sem šla k Reju pa Marjetki, kjer smo v bistvu z bekicami povadili mojo pesem še enkrat in se v bistvu res pripravili, da smo pa bili vsi zasigurani, da je vse okej. No, in pol je napočil čas, ko smo šli pa v bistvu na RTV, oziroma pač tam, kjer je EMA potekala. Tam sem v bistvu prvo vse stvari odložila v garderobo, se počekirala na recepciji in šla. Prvo me je čakala prva generalka, če se slučajno kaj zalom na glavnem nastopu, da imamo pol tisto rezervno, pač tisto rezerven posnetek od nastopa. In v bistvu tam sem nastopala že pred žirijo, se je že malo ocenjevali, takrat sem bila že prav malo živčna. Tudi plesala sem že v glavnem nastop je mogel izgledati tako, kakor bo potem finalen, se pravi ob 8. zvečer. V glavnem, ja, vse je bilo super, jaz sem se super počutila. Na koncu sem bila že v bistvu brez treme za glavni nastop in ja. Ko smo vse to opravili, sem šla v bistvu na en pogovor z mojo grupco oziroma z mojo ekipico. Tam smo se pogovorili, kaj bi lahko še izboljšala, spet smo povadili koreografijo, ker en dan pred finalnim nastopom sva se midva z Rejem dobila in sva naštudirala, katero kamero moram na katerem delu pesmi pogledati. Se pravi, recimo imela sem, da moram gor pogledati in pol takoj čez 5 sekund v levo in pol takoj naravnost in pač to je bilo tako. Wow, jaz sem mislila, da mi ne bo ratalo, ampak na koncu mi je, hvala Bogu, sem bila prav ponosna na se. Sem to naredila, sem pa v bistvu ob 1:03 imela nekaj časa, da sem se v bistvu poflikala malo s hrano. Itak sem bila tako živčna, da nič nisem mogla jesti. In v glavnem, tam smo imeli nekaj prštiman, tako malo kosila, ne vem, pa si izbral, kaj si hotel jesti. In v bistvu potem ob 6. sem pa v bistvu šla spet dol, spet sem vadila koreografijo kanora, spet sem vadila, se ogrevala z Marjetko, pa z mojimi bekicami. Potem smo zadnji trenutek smo študirali, kjer je superge ne imam gor, oziroma ne imam sploh petke, ali kako nisem napravljena, a ne imam majčko pa hlače, ali ne imam tisti kostumček, ki sem ga na koncu imela. Bilo je kar napeto, popravila sem si make-up, na frizuro sem šla pa še enkrat v tisti pač hiši, kjer smo snemali, se pravi RTV. Ta frizerka naredila koderčke še enkrat. No, in pa sem šla počasi v garderobo, se pripravila, sem malo zadihala parkrat in v bistvu ja, pol smo imeli pa tiste želje, da si želimo najboljš pa tako. No ja, in ko smo to opravili, sem v bistvu imela še približno pol urce do 8 in to je bilo v bistvu tistih najbolj adrenalinskih pol urce v mojem življenju, po moje. Čakala sem v bistvu na tisti nastop, vedela sem, da je to nekaj, kar bo pač v mojem spominu ostalo za zmeri. In ja, pol me je pa prišla iskat ena punca, ki je bila v bistvu ta vodič
lučka tam nas in me je odpeljala v sobo, v sobico, kjer so mi v bistvu naštimali mikrofon pa slušalke in te slušalke sem si šla že predčasno delati, v bistvu sem imela prav odtisek svojega ušesa, da so slušalke res se fitale v moje ušesa. Potem sem šla v zaodrje. Tam sem bila pa res malo živčna, zaradi tega, ker je bilo okoli ful ljudi. Jaz sem bila kar tako, kaj naj zdaj delam, ker sem na odru, a ne gledam naravnost ali ne gledam ljudi, sploh nisem vedela, ampak ja, na koncu sem bila tako, ajde, Ula, imaš to, zdaj se pa skoncentriri, magari zamiš, pa bo okej. No in pa se je začela pesem in pa sem naredila to, kar sem znala. Se pravi, sem odpela tako, ker sem se učila, ni me trema pokopala, hvala Bogu. In ja, to je bilo to na koncu nastopa, itak ful polna energije, vesela, napolno, vsi smo si čestitali, se objemali, se jokali z mami, ljubčki z očem, ljubčki slikanja, novinarji. V glavnem, ful je bilo dobro. Pa sem šla pa v bistvu v green room, tako se reče, pač to je ena sobica, kjer se pa zberemo vsi nastopajoči in pač čakamo na rezultate. Načeloma nisem prišla v finale, sem pa si delila tretje mesto še z eno skupino, se pravi s Fat Horses, in v bistvu sem bila ful vesela, da sem dosegla toliko veliko. Tudi če nisem šla na Eurovizijo, pač sem si vsaj naredila eno novo izkušnjo sem imela, prav neke nove spomine, spet sem se imela ful dober, počela sem nekaj, kar imam najraje v svojem življenju, se pravi sem pela, nastopala, z ljudmi komunicirala, tem se slikala, v glavnem ful je bilo fajn, valjda napolno hvaležna moji družini, Reju pa Marjetki, se pravi moji ekipci, pa Bekicam, v glavnem vsem. V glavnem po koncu Eme sem se pa v bistvu dobila z mojimi prijateljicami, ko smo šle v bistvu na pijačko, smo se imele ful dobro, valjda 1000 storijev tisti dan, 1000 spominov tisti dan. Še zdaj imam na telefonu in ful rada poskrolam gor, pa se malo spomnim, pa res je bila ena fajn izkušnja. Tako da, če ti je bila moja zgodba o Emi in mojemu nastopu všeč, hiter lajki video, šeri med prijatelje, komentiraj, kjer del Eme je bil tebi najbolj všeč. To je to, ne? Če pridemo do 2500 lajkov, pa povem še kjer svoje dobro izkušnjo v življenju. Recimo Eurovizijo tam malo. Tako da, ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!